vsem skupaj. V poslanski skupini smo vložili novelo zakona o gozdovih. Ključna tema, ki pa se je ta zakon dotika, pa je ukinitev prevoznic. Prevoznice so bile v zakon o gozdovih vnesene julija 2014, ko je tedajni in sedanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Dejan Židan, želel nekako disciplinirati manjše kmete, predvsem tiste, ki imajo tudi gozd v svoji lastnini. V SDS smo že od začetka nasprotovali tej rešitvi, smo že tudi konec leta 2013 predlagali ukinitev prevoznic, ampak tedanja vlada ni imela posluha za to zadevo. Potem pa je sicer na žalost v Slovenijo v začetku leta 2014 prizadel žledolom in je bilo nekako tudi v konsenzu z tedanjim oziroma sedanjim ministrom in tudi na predlog SDS dan moratorij na prevoznice. Ta moratorij pa se izteka 31. decembra letošnjega leta. In to je tudi eden izmed ključnih momentov, zakaj smo v teh dneh vložili ta zakon, kajti želimo, da se prevoznice ukinejo s 1.1.2017. Sta pa še dve pomembni dejstvi, ki nas napotujeta, zakaj mislimo, da je podpora temu zakonu potrebna. Prva stvar je problem lubadarjev. V letu 2015, še bolj pa v poletnih mesecih letošnjega leta, je lubadar prizadel veliko večino slovenskih gozdov in mi mislimo, da bi s tem, ko bi ukinili prevoznico, predvsem tem manjšim zasebnim lastnikom, torej kmetom, dali večjo možnost, da se dejansko ukvarjajo z sečnjo in pa s pravilom tega lesa, ne pa da zjutraj, ko vstanejo, razmišljajo o tem, ali jih čakajo morebitne visoke kazni, če bodo pozabili imeti s seboj v gozdu tudi prevoznico. In tretji moment, zakaj mislimo, da je treba podpreti ta zakon, pa je, država je letos ustanovila državno podjetje, Slovenski državni gozdovi d.o.o. In za njih ta prevoznica ne bi veljala. Po našem mnenju gre to za diskriminatoren proces, kajti na eni strani ima državno podjetje neko svojo politiko, na drugi strani pa imamo politiko obremenjevanja majhnih kmetov, gozdarjev, ki morajo poleg vsega praktičnega dela se ukvarjati tudi z tem administrativnim bremenom. Še več, ta zakon, ki je uvedel prevoznice, je uvedel tudi visoke kazni. In po našem mnenju je šlo tedaj za nesorazmeren poseg, kajti tudi za manjši prekršek in banalne zadeve, kot na primer, če je nek kmet peljal iz gozda neko drevo, ki je bilo debeline več kot 10 cm, je lahko dobil tudi do 2000 evrov kazni. Skratka, trapast, nesorazmeren, predvsem pa kmetom neprijazen ukrep. In zato pričakujemo, da bo gospod Židan nekako doumel, da so torej trije razlogi, konec tega moratorija, problem lubadarja in pa novo državno podjetje, dovolj velike razlogi, da je bila tisti ukrep, torej uveljavitev prevoznic, nek ad hoc, nespameten, nesistemski moment in upamo, da bo koalicija sledila temu, da želi zmanjšati bremena za kmete, predvsem tiste, ki so lastniki gozdov in bodo podprli ta naš predlog. Dejstvo pa, ki je, s tem se, ko ukinimo prevoznice, se sledljivost lesa od gozda pa do končne uporabe ne bo izgubila. Mi imamo kar nekaj momentov znotraj te poti, ki so dovolj jasen signal, da sledljivost ostaja. Eno je listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti, druga pa je sama odločba Zavoda za gozdove, ki jo mora imeti vsak tisti, ki želi posekati les v svojem gozdu. Skratka, nikakor ne kršimo evropski pravni red, s tem, ko sledljivost po našem mnenju ostaja in še enkrat mi verjamemo, da bo minister Židan iz te politike, ki jo je uvedel, torej administrativna bremena in pa visoke kazni za kmete, prišel na tisto politiko, ki jo tudi v besedah izgovarja, to pa je, da moramo biti kmetu prijazna in pa kmetu prijazna država, torej
Da zaključim, zakon o gozdovih je potreben, če želimo razbremeniti slovenskega kmeta in mu pomagati pri sečnji gozda, predvsem v tem času, ko lubadar sam dela ogromno škode in ni potrebno, da delamo škodo še z takšnimi ukrepi, kot so prevoznice.